Danes bom govorila o večnem življenju. Kaj je večno življenje? V sami besedi večno ni drugega kot večno. Večno je večno. V tej besedi ni besede smrt, ni besede bolezen, ni besede pomanjkanje, vojne, bacilov, ampak večno življenje. Vsi poznamo zgodbo iz Svetega pisma, da smo bili vsi izgnani iz raja samo zato, da ne bi večno trpeli. Ker nismo imeli spoznanja o drevesu večnega življenja, oziroma nismo več bili povezani z večnim življenjem preko drevesa, ki se imenuje večno življenje. Ker ko človek pade iz drevesa večnega življenja v drevo sodbe, v drevo dvojnosti, v dobro in slabo, takrat se pojavlja bolezen, prepir, vojne, bolezni, trpljenje, depresija in tudi seveda na koncu smrt. In da človeštvo ne bi trpelo večno, v trpljenju, da bi živeli večno, smo dobili milost, ki se ji reče 120 let. Trpljenja največ. Razen, če se človek odvrne od vsega, ker povzroča bolečino, bolezni in smrt. Oziroma, ko se vrnemo nazaj v izvorno življenje, v drevo večnega življenja. In pot iz trpljenja, iz drevesa dvojnega življenja je ta pot, ki se reče Kristusova pot, ker Jezus je vedno govoril, jaz sem pot, jaz sem resnica, jaz sem življenje. Kdo pa je Jezus? Kaj predstavlja Jezus vsem nam, ki poznamo to ime? On nam predstavlja popolno ljubezen, brezpogojno ljubezen. On je bil spočet po Svetem Duhu. Ne iz poželenja mesa med moškim in žensko, zaradi strasti ali zaradi hormonov, ampak po Svetem Duhu. Po Božjem, čistem, svetem Duhu, ki ima v sebi vso moč in vso popolnost življenja in večnosti. In prišel je na ta svet povedati, da obstaja tudi večno življenje, ne samo smrt. On je pot, je resnica in življenje. On nam je pokazal pot. In on je bil resnica, ker je živel to popolno ljubezen, brezpogojno ljubezen. In on je tudi vnaprej napovedal, da če tudi ga bodo umorili, ubili fizično, mu onemogočili življenje na zemlji, zaradi teh in teh in teh razlogov, ker kot vemo, farizeji niti kralji niso bili navdušeni nad Božjim kraljestvom nad zemljo, ker so želeli gospodovati in imeti svoje sužnje, svoje delavce, ljudi, ki ne poznajo resnice. Zato niso želeli takih ljudi, kot je bil Jezus in njegovi sledilci. Zato so bili preganjeni in zato so še vedno preganjeni na tem svetu. Ker resnica vodi do večnega življenja. In to v telesu. Vodi do Božjega kraljestva na zemlji. Vodi do lepote, do miru, do radosti, do zdravja, do lepih medsebojnih odnosov.
To je življenje, ne trpljenje. In ko človek zapusti drevo večnega življenja, ko niti ne verjame v večno življenje, potem je v drevesu dvojnosti in tam je in dobro in slabo. Dobro nikoli ni bilo odlično. V šoli smo dobivali dobro, to je bila trojka. Nekje vmes, niti ne enka, niti ne petka, ampak trojka. Ampak mi vsi si želimo imeti petke. Vsi smo veseli, ko nam nekdo reče, odličen si bil. Ali ko so nas ocenjevali v šoli za petko, smo bili vedno veseli. Ko smo dobili trojko, to ni okej, je nekje vmes, ne slabo, ne dobro, ne odlično. Zato je to pomembno, da vemo, da obstaja še eno drevo, odlično drevo. Drevo, ki nam daje odlično življenje, popolno življenje, življenje v radosti, ker ni ne smrti, ne solz, ne bolečin, ne ločitev, ne prepirov, ne revščine, ne uboštva, ne ljubosumnosti, ne vojen, ne cepiv, ne priseljevanj, ne črk, ne obveznih zakonov in tako naprej. In to moramo ločiti. Drevo večnega življenja in drevo dvojnosti. Drevo sodbe, ker je dobro, ki ubija slabo. In je slabo, ki se zaveda, da je slabo. Tisti, ki so res slabi, vejo, slab sem, Bog pomagaj mi, so ponižni in si želijo biti boljši. Običajno tisti dobri, kot so kakšni ministri, predsedniki, vladarji, so dobri in oni mislijo, da imajo moč in da imajo lahko oblast nad ljudmi in da lahko krojijo usodo ljudi in delajo zakone, kot njim pašajo, kot je za njih dobro, za njihove želje. In vendar obstaja še drevo življenja. In to drevo življenja si mora vsak izmed nas želeti, da ga živi in iz njega je vsak dan, vsak mesec sadež življenja. In to drevo je drevo, ki prinaša radost, življenje, zdravje, vedenje, modrost, potrpežljivost, sočutje, dobrohotnost, potrpežljivost, hvaležnost, brezpogojno ljubezen. To je tisto drevo, ki nam res daje življenje in ne trpljenje. In sedaj smo v prelomnem času, ko se mora vsak za sebe odločiti, ali bo sprejel to milost, ki je zastonjski dar dobesedno iz neba. To vodo življenja, ki prihaja dobesedno iz nič. Iz nič je bilo vse ustvarjeno. In za življenje je bilo ustvarjeno. Zemlja je bila ustvarjena z ljubeznijo in vse, kar je na zemlji, je bilo ustvarjeno z ljubeznijo. In vse, kar diha na tej zemlji, je bilo ustvarjeno z ljubeznijo. In nihče od nas nima pravice to življenje ranevati, ga omejevati, ga ukalupiti, ga cepiti, ga kakorkoli zapreti, mu ukazovati. Nihče. Ker imamo vsi svoj izvor, ki nas dela take, kot smo, popolne. Če dovolimo, da nas od zunaj programirajo, klecnemo, se ne počutimo dobro. Če se odpremo naravi, gremo v naravo, gremo na morje, pogledamo v sonce, poslušamo petje ptic, se sprostimo, nismo sprogramirani, gremo na sprehod, občudujemo reko, poslušamo petje ptic,
se počutimo drugače. Ko čutimo ljubezen do življenja, do bližnjih ljudi, do otrok, do družinskih članov, se počutimo drugače. Ko pa nas nekaj prizadene, zjezi, užalosti, nam obličje potemni. In solze pridejo v oči, in bolečina v srce, in bolezni so na poti, tudi smrt. Zato je tako pomembno, da preden zaspimo, da se zahvalimo za današnji dan, za vse tiste lepe stvari, ki smo jih lahko doživeli, občutili, videli, spoznali. In da, če smo doživeli karkoli, kar nas je prizadelo, da to na en način blagoslovimo. Da zaspimo v Božjem miru, spravljeni z drevesom življenja, z izvorom življenja. Da se prepustimo lepim mislim, da smo hvaležni za življenje, hvaležni za dan, ki smo ga preživeli, hvaležni za vsakogar, ki smo ga tisti dan na novo srečali ali z njim preživeli kak lep trenutek. Da smo hvaležni, ne zato, ker nimamo, ampak zato, ker imamo. Da imamo življenje, da imamo vodo, zrak, sonce, luno, družinske člane, da smo tukaj, da še živimo. In da s našimi mislimi, z našimi dejanji nikogar ne ranimo, nikogar ne prizadenemo, nikogar ne izključimo, nikomur nič ne vsilimo. Da živimo življenje v polnini, v radosti. Pred nami so čudoviti dnevi, veseli december. Doživljajmo ga vsak dan kot hvaležnost za to življenje, ki ga še lahko živimo. Bodimo hvaležni, da se je na to zemljo res rodil popolni Božji sin, ki nam je pokazal pot, ki je življenje, ki je resnica. In če bomo gledali v to življenje, v to resnico, v to sporočilo, se bomo polnili z radostjo, z ljubeznijo, z mirom, pa če tudi bojo okrog nas najslabši dogodki, najslabše napovedi, najslabše prerokbe, najslabše grožnje, scenariji. Ne dovolimo, da ti dogodki na nas vplivajo, da izgubimo svoj stik z izvorom življenja. Sami smo 100% odgovorni, kaj bomo verjeli, kaj bomo mislili, kaj bomo delali, s kom se družimo in v kaj verjamemo. Če verjamemo, da bojo ljudje umirali množično, da vsi, ki so bili cepljeni, da bojo v roku 1-2 let umrli, to ni lep občutek. Jaz verujem, da je vsemogočni Bog tako mogočen, da vsak, tudi če se je cepil, če tudi je pojedel, na tone zdravil, če tudi je ne vem kaj vse slabega naredil v življenju, da tisti trenutek, ko svoje srce odpre za ljubezen, ki je zastonjski dar iz nebes, je ta ljubezen tista voda življenja, ki to očisti, ki vse grehe pobeli, ki vse bolečine ozdravi, vse bolezni spremeni v zdravje, ki celo smrt spreminja v življenje. In če je Jezus dokazal, ko je bil na zemlji, da je ta brezpogojna ljubezen tista moč, s katero je on obujal mrtve,
On ozdravlja bolane. Lahko verjamemo, da ne glede na to, da je bilo toliko ljudi cepljenih, da vse tisti ljudje, ki so bili cepljeni, ki so žalostni, ki so nesrečni, ki so bolani, ki bodo v teh dnevih sprejemali ta zastonjski dar iz nebes, da bo to tista voda življenja, ki bo njih pozdravila, njih usrečila, njim dala tisto življenje, ki mu rečemo radost, večnost, mir, zdravje. In to je moje sporočilo danes. Ne verjemite vsem tem prerokbam, vsem tem črnim scenarijem. Tega je vse polno. Zato, ker bi radi, da bi mislili negativno, da bi verjeli v smrt, da bi verjeli v bolezni. Ne verjemimo. Verjemimo življenju. In vsak za sebe je 100% odgovoren. Kaj bo verjel, komu bo verjel, kaj bo mislil, kaj bo sprejemal v svojo dušo, v svoje telo. In kaj bo govoril. Ker to, kar govorimo, to kreira naše življenje. In če govorimo, da smo grešniki, bomo pač umrli. V grehih, v bolečinah, v smrtnih mukah. Če bomo verjeli, da smo Božji otroci, beli so otroci, otroci ljubezni, otroci zdravja, se bodo odprla čudežna vrata za druge blagoslove. In dobili bomo to vodo življenja, ta notranji mir. To tako kot gospodinja, ko odpre pipo in voda steče na umazano posodo. Pa ni pomembno, kakšna umazanija je na tej posodi. Voda je tista, ki vse opere. Tako tudi ta voda življenja, ki prihaja z nebes, nas očiščuje od zamer, od ljubosumnosti, od žalosti, od cepi, od bakterij, od virusov, od smrti, od vsega, kar je od tega sveta. Verjemimo to. Odprimo se, sprejmimo to ljubezen, sprejmimo učitelja, ki nas uči, da je on pot, življenje, resnica. In v teh dnevih, ko cel svet se pripravlja na rojstvo, na praznovanje tega trenutka, ko se nam je rodil prvi Božji sin na to zemljo, ki je prinesel resnico, življenje in radost, ne pozabite sprejeti tudi za sebe to novo rojstvo. Da boste tudi vi na novo rojeni, da se boste počutili srečni, radostni, ker to je evangelij, radostna vest, da je to dano vsakemu človeku. Tudi tistemu, ki ima mogoče trenutno najslabšo diagnozo. Rak imaš, umrl boš čez 6 mesecev. Cepil si se, umrl boš v roku 2 let. Ne verjeti to, ker to je laž. To je velika laž, ki kroži sedaj po vsej zemlji. Imamo vsi na razpolago to Božjo ljubezen, ki je zastonjski dar iz nebes. Vsi imamo na razpolago Svetega Duha, ki nas očiščuje, posvečuje, ozdravlja, osrečuje, povezuje. Vsak izmed nas pa ima svobodno voljo, da to ali sprejme v svoje srce, v svojo dušo in o tem govori, kdo je. Ali smo Božji otroci, smo grešniki, ali smo sveti, ali smo nesrečni, ali smo zdravi ali bolani, ali smo živi ali mrtvi. Vsak se zase odloča. In v teh prečudovitih lepih dnevih, ki prihajajo, ja, veliko je lučk okrog nas že prižganih. Naj se notranja luč prižge v vsakemu izmed nas in naj se veselimo življenja. In to je moje sporočilo danes. In želim vam res najlepši Božič, svoj notranji, lastni Božič, naj se v vas rodi ta čudovita, popolna ljubezen, ki daje radost, mir in večno življenje. Hvala lepa za vašo pozornost.